O prihodnosti mejne reke Mure strokovnjaki. Sporazum med občino Lendava in mestom Mursko Središče. Pri Soboškem gradu osrednji dogodek Skupaj krepimo srce v okviru kampanje Nepopustljivo srce. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Vabljeni k ogledu tokratne oddaje Dogodki. Na dvodnevni bilateralni konferenci so raznoliki strokovnjaki in deležniki spregovorili o prihodnosti mejne reke Mure. V razpravi so se dotaknili tudi načrtov upravljanja z mejno reko Muro leta 2030. Več o tem pa v prispevku. Bilateralni EU projekt Mura pomeni nadaljevanje koncepta upravljanja voda ter bo ključnega pomena za trajnostni lokalni in regionalni razvoj. Vključeval bo strategijo in ukrepe za 34 km dolg odsek mejne Mure, ki vključuje tudi poplavne gozdove, stranske rokave in mlinske kanale. Projekt Mura je skupni slovensko-avstrijski projekt v okviru Interreg sodelovanja. Sama vrednost projekta je nekaj manj kot 3 milijone evrov, od tega je 85% financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V njem je 7 partnerjev, tako slovenske kot avstrijske strani, vodilni partner je Direkcija Republike Slovenije za vode. Sam projekt bi pa jaz morda poudaril ali pa 3 ključne elemente ali pa sklope, ki jih bo zagotovil. Eno je skupni čezmejni načrt upravljanja mejne reke Mure do leta 2030. Drugi sklop je tudi skupni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Tretji pa potem sami ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v obeh Radgonah, Gornji Radgoni in Radgsburgu. Projektni partnerji iz Slovenije in Avstrije bodo v 6 delovnih sklopih zasnovali in izvedli usklajene ukrepe za izboljšano upravljanje voda, izboljšano stanje mejne Mure in njenih pritokov ter izboljšano obvladovanje poplavne ogroženosti in izvajanje protipoplavnih ukrepov vzdolž mejne Mure. Samimi preteklimi ukrepi in sodelovanjem smo že dosegli, da se je reka Mura kvaliteta iz 4. razreda predstavlja v dobro ekološko stanje. Naš namen zagotovo je ohranjati to dobro stanje, še izboljševati in pa v bistvu tudi zagotavljati kvalitetno življenje prebivalcem na obeh bregovih reke Mure. Ena od ciljev je tudi zagotavljanje, ohranjanje vodnih virov za zagotavljanje vodooskrbe prebivalstva. Ste morebiti tudi že opredelili ukrepe za dosego vseh teh ciljev, ki jih načrtujete? Torej ukrepi bodo ravno s tem načrtom upravljanja bodo opredeljene usmeritve za te ukrepe oziroma za samo upravljanje z reko tako na eni kot na drugi strani. Zdaj, če govorimo pa o ukrepih, ki jih tudi izvajamo v okviru samega projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti, tukaj gre pa na slovenski strani za nadvišanje zidu v Gornji Radgoni in pa tudi izvedba protipoplavnega nasipa. Povezovanje uradnih služb, odgovornih za upravljanje voda in civilno zaščito ter 2 občin v obeh državah, bo v projektu omogočilo povezovanje nacionalne in regionalne ravni odločanja. Es war uns wichtig, dass wir möglichst viele Experten, die in den letzten 15 bis 20 Jahren. Za nas je zelo pomembno, da se v zadnjih 15 do 20 letih veliko strokovnjakov ukvarjalo z reko Muro, predvsem z področja upravljanja z vodami, ohranjanja narave in turizma. Sodelovalo je tudi veliko število predstavnikov občin, s katerimi smo skupaj razpravljali o ciljih za mejno reko Muro. Na današnji konferenci pa bodo raznoliki strokovnjaki podali svoje znanja in izkušnje. Eden od rezultatov te konference bo tudi čezmejni načrt upravljanja reke Mure do leta 2030. V vsakem primeru pa se projektni partnerji strinjamo, da mora reka Mura leta 2030 uživati v prostem pretoku in mora biti v zelo dobrem ekološkem in morfološkem stanju. V cilji si prizadevamo, da bo reka Mura imela prihodnosti visoko kakovostno vodo in da bo še naprej življenjski prostor za številne rastline in živalske vrste, vendar pa mora biti hkrati tudi zanimiva za ljudi in za številne prostočasne aktivnosti na vodi. Nenazadnje je zelo pomembno, da vzpostavimo zaščito pred poplavljanjem reke Mure vzdolž njene celotne poti. Natur- und Pflanzenarten sein, aber die Mur soll auch attraktiv sein für den Menschen, dass der Mensch die Mur auch für Freizeitaktivitäten nutzt und letztendlich soll auch der Hochwasserschutz an der Mur auf der gesamten Strecke gewährleistet sein.
Projekt Gaumura je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja in skupnih aktivnosti, ki potekajo v okviru Avstrijsko-slovenske komisije za Muro vzdolž 34 km dolgega odseka mejne Mure. Ob upoštevanju načelne vodogospodarske zasnove za mejno Muro pa to ni edini projekt, ki se ukvarja z mejno reko, ampak je bilo do sedaj izvedenih že več ukrepov in projektov. Ein großes EU-Projekt ist natürlich auch, was jetzt bereits abgeschlossen wurde, die Gründung des Biosphärenparks. Končan je velik EU-projekt, vzpostavitev biosfernega parka, v okviru katerega lahko Avstrija pred poletjem dočaka pozitivno mnenje in prejme UNESCO certifikat v okviru biosfernega parka Mura-Drava-Donava, ki ga sestavlja 5 dežel. Seveda obstajajo tudi drugi EU-projekti, ki so trenutno v postopku prijave. Predvsem gre za poskuse izvajanja implementacij na reki Muri, kot tudi nadzor nad projekti, ki poskušajo zaustaviti reko Muro. Obstajajo pa tudi projekti, ki so v izvajanju in se ukvarjajo na primer z izboljšanjem stanja podzemnih voda, kot tudi projekti, ki so namenjeni razvoju modelov za natančno napovedovanje poplav. Für Hochwasserprognosemodelle genauso wie eben auch für Ökologie. Na minuli bilateralni konferenci v Radencih pa so se ponovno srečali raznolike strokovnjaki in deležniki iz različnih strokovnih okolij in lokalnih skupnosti. Razpravljali so o dosežkih, aktualnih temah in prihodnjih rešitvah trajnostnega upravljanja mejne reke, oblikovali konkretne zaključke in jih pred koncem konference tudi predstavili. Župana občine Lendava in mesta Mursko Središče Janez Madžar in Dražen Srpak sta na Brodu sredi reke Mure podpisala sporazum o skupnem sodelovanju. Skupni deležniki preteklosti in geografski položaj narekujejo in so naravnani k medsebojnemu sodelovanju ter poglabljanju prijateljstva prebivalcev na slovenski in hrvaški strani meje. S tem namenom sta vodstvi občine Lendava in mesta Mursko Središče pripravili sporazum, s katerim podpirate in usklajujete vzpostavitev in razvoj povezav na vseh področjih družbenega življenja. Župana občine Lendava in mesta Mursko Središče Janez Madžar in Dražen Srpak sta tako simbolično na Brodu sredi reke Mure podpisala sporazum, ki spodbuja še aktivnejše sodelovanje, poglobljeno prijateljstvo ter krepi dobre medsosedske odnose za skupen napredek obeh krajev. V pozdravnih nagovorih sta oba izpostavila dobrososedske odnose. Vesel sem, da smo se našli, da smo po pogovorih, katere smo imeli, prišli do tega trenutka, ko bomo podpisali ta sporazum o sodelovanju med dvema prijateljskima mestima. Nekoč so tu bile družine, družinske povezave, društva, železnica in različna druga področja, katere so bile za obe mesti strateško pomembne. Družine pa tak in tak pomembno zato, ker so to ljudje in ljudje vedno gradijo tudi družbo. Vendar, če smo naredili svoje države, ampak smo sedaj spet v okrilju ene skupne zveze, to je Evropska unija, ki pa temelji tudi spet na sodelovanju, na nekem vzajemnem spoštovanju in pomaganju. Vsekakor je to dobro došlo, tudi ta Evropska unija je nam dosti dala. Tudi v bodoče želimo na teh projektih, katere bomo tudi sedaj podpisali, čim bolj sodelovati in nekakva sredstva tudi pridobiti. Naj bo ta lokacija podpisa sporazuma še en znak dobre volje in dobrih odnosov med sosedi, ki v svojem prijateljstvu ne poznajo meja. In to današnji dan naj ne pozna meja in ta sporazum naj ne pozna meja in dajmo si en novi list napraviti za naše skupno sodelovanje. Evo, danes je jedan jako lepi sunčan dan. Danes je lep sončen dan. Veter, ki je prisoten, ne razpiha vse slabe reči, ki so morda bile poprej. Moja osebna želja je, da se povrne tisto vzdušje, ki je bilo pred osamosvojitvijo obeh držav. To je zagotovo mogoče in to naj bo temelj veliko hitrejšega razvoja obeh lokalnih skupnosti, ki so zgodovinsko močno povezane. Koje su i onako povijesno povezane. Živimo na jednom prostoru na kojem ljudi jedu istu hranu. Živimo na prostoru, kjer ljudje žive tot v sožitju in vzornem sobivanju, ter so iste veroizpovedi, kulture in kulinarike. Ni razlogov, da ne bi bili bratje in živeli v slogi. To je temelj bodočega in čudovitega življenja. Hkrati pa smo generacijam zanamcev dolžni zapustiti temelj za krepitev in nadgradnjo odnosov. Nešto što će biti dobar temelj da se ti odnosi u perspektivi jako nadograde.
Občina Lendava in mesto Mursko Središče s tem sporazumom podpirata in usklajujeta vzpostavitev in razvoj povezav na področju gospodarstva, kmetijstva, znanosti, prometa in komunikacij, kulture, izobraževanja, športa, turizma, varstva okolja, izmenjave informacij na področju komunalne ureditve, na področju sodelovanja med šolami, otroki in mladino, združenji državljanov, spodbujata povezave z drugimi evropskimi mesti in sodelovanje v primeru potencialnih naravnih nesreč preko inštitutov civilne zaščite, nujne medicinske pomoči in veterinarskih služb. Po podpisu sporazuma o sodelovanju sta Janez Madžar, župan občine Lendava, in Dražen Srpak, župan grada Mursko Središče, povedala, da je takšno prijateljsko sodelovanje lahko tudi vzor visoki zunanji politiki Ljubljane in Zagreba. Mi smo tukaj sosedje, prvi sosedje smo, ko si lahko delimo dobre, lepe in tudi slabe trenutke. Vedno je pomemben sosed, s katerim si najbliže, s tistim moraš tudi najbolj sodelovati. Vsekakor so širše skupnosti, to je država, ki mora tudi svoje stvari urediti na svojem področju, in med dvema državama tudi morajo biti taki stiki, kot so današnji, se pravi prijateljski. Imamo pa skupno državo, kot sem že prej povedal, to je Evropska unija, ki temelji na sodelovanju, na spoštljivem in obravnavanju človeka kot osnove ene celote. Vsekakor pa menim, da današnji dan je prazničen tako za Lendavo kot Mursko Središče, kajti tu smo sedaj naredili neke temelje za bodoče sodelovanje in za naše bodoče rodove, da to sodelovanje je bilo nekoč, je sedaj in naj bo tudi v bodoče. Če bo pa država temu sledila, toliko bom srečen na osnovi tega. Stvari so mogoče komplicirane včasih, ampak kaj nam je drugo preostalo, kot da si bomo dobri sosedje, da sodelujemo in da ljudje bolj živijo. Jaz poznam mojega prijatelja Janeza že dolga leta in siguren sem, da bomo skupnimi močmi en dober vzorec za to, kako naj stvari morajo izgledati. Prvi skupni koraki so, kot smo se že prej očitali, v mesecu maju bi mogel priti direktor iz EGT-CA iz Pečuha v Lendavo, kjer se bomo vsedli in videli, kaj lahko skupaj naredimo, da bi prijavili neke projekte. To so prvi koraki. So že bili sestanki med šolami, ravnatelji so imeli sestanke, vrtci bodo začeli sodelovati, turistične zveze. Torej, v sporazumu piše, da na koncu leta mora biti evaluacija. Bomo naredili in bomo zadolžili še neke osebe, da delajo vsak dan na tem projektu. Parafirani sporazum ter osebni zagotovili Janeza Madžara in Dražena Srpaka obvezujeta obe strani za realizacijo zastavljenih ciljev, za hitrejši napredek in blaginjo. Predvsem pa je zagotovilo, da sporazum ne bo ostal le beseda zapisana na papirju. Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju so predstavili na osrednjem dogodku, imenovanem Skupaj krepimo srce, v parku pri Soboškem gradu. V parku pri Soboškem gradu je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota ter v podpori mestne občine Murska Sobota organiziral osrednji dogodek imenovan Skupaj krepimo srce. Na njem so predstavili vrste telesne dejavnosti primerne za bolnike s srčnim popuščanjem ter jih s pomočjo vaditeljev in aktivne udeležbe obiskovalcev tudi izvedli. O pomembnosti telesne dejavnosti v današnjem stresnem in hitro minljivem času je profesor dr. Mitja Lajnščak, vodja kardiološke dejavnosti Splošne bolnišnice Murska Sobota, povedal. Srce je mišica in če želimo imeti dobro delujoče srce, ga moramo tudi trenirati. Zato je tudi za bolnike s kroničnimi boleznimi primerna telesna vadba, ki obsega tako vaje za vzdržljivost, kot tudi vaje za moč in tudi vaje za ravnotežje. Ker verjeti moramo, da gre za starejše osebe, ki so tudi nagnjene k padcem. Torej, pri vsem tem je najbolj važna kontinuiteta, torej, da se to izvaja vsak dan oziroma redno in da se ne opusti, ko bolniki na primer zaključijo rehabilitacijo v bolnišnici in potem pridejo v domače okolje. Torej, treba je izvajati telesno aktivnost redno in tu govorimo o vsakdanji telesni aktivnosti, kot je hoja. Hoja je med najbolj primernimi oblikami telesne aktivnosti za bolnike s kroničnimi boleznimi, potem pa spada sem tudi recimo še kolesarjenje, tudi nordijska hoja, potem vaje za sprostitev in pa tudi vaje za moč.
V okviru kampanje Nepopustljivo srce in programa, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, se izvajajo številne aktivnosti v smeri pravilnega ozaveščanja, ki negira, da telesna vadba ni primerna za kronične bolnike s srčnim popuščanjem. Velja zmotno prepričanje tako med laično javnostjo, kot tudi med bolniki, pa delamo tudi med zdravstvenimi delavci in take zmote je treba preseči, zato delamo takšne dogodke, kot je tudi današnji, ki tudi se upada z dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju, akcijo, ki poteka v organizaciji Zveze za srčno popuščanje, torej gre za evropsko akcijo, že 10. leto pravzaprav zapored in je Slovenija tudi zelo aktivno vključena v te dejavnosti. Profesor dr. Mitja Lajnščak je poskušal odgovoriti tudi na vprašanje, kako in na kakšen način dvigniti nivo zavedanja o koristnosti telesne vadbe. Mislim, da je več načinov. Prvi je seveda z lastnim vzorom, torej da tudi sami pokažemo, da je telesna aktivnost pomembna. Rekreativnih prireditev v Sloveniji je mnogo, tako da z udeležbo na teh prireditvah je sigurno en način. Potem tudi z organizacijo organizirane vadbe za bolnike, kar počnemo, imamo program rehabilitacije v bolnišnici in pa potem tudi z organizacijo telesne vadbe preko koronarnih klubov. To pa je nekaj, kar je v Murski Soboti potrebno še narediti, ampak nastavki so dani, torej mislim, da bomo to lahko realizirali v bližnji prihodnosti, kajti treba je vzdrževati kontinuiteto, torej treba je omogočiti bolnikom in tudi potem tudi njihovim svojcem pravzaprav, da so bolniki ves čas stimulirani, spodbujani in da je vadba kontrolirana in varna. Praktična predstavitev več vrst telesne vadbe, v katero so se aktivno vključili obiskovalci, je postregla seznanitvijo elementov nordijske hoje, tai chia, ter z različnimi meritvami telesne zmogljivosti, za kar so poskrbeli strokovnjaki iz službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Splošne bolnišnice Murska Sobota. Metka Vlaj, diplomirana fizioterapeutka iz omenjene službe, je predstavila namen tovrstnih meritev, kaj rezultati izkazujejo. Osredotočili smo se na meritve in seveda tudi dodali zapis, sicer smo merili zmogljivost prijema in hitrost stajanja s stola, kar dokazuje neko okvirno vrednost oziroma sposobnost vsakega posameznika. Pove tudi, določeni rezultati korelirajo z zmogljivostjo srčne mišice, tako da tudi lahko povežemo z splošno telesno pripravljenostjo. Pomembno je, da so posamezniki s srčnim popuščanjem seznanjeni z znanjem o pravilnih tehnikah vadbe. Pri vadbi gre predvsem bolj za vztrajnost, za odločenost, da z njo sploh vztrajamo. Res je, v nekaterih primerih lahko pride do poškodb, lahko pride do situacij, ko na zdravje ne vplivamo najbolj ugodno. Predvsem pa je velikokrat bolj problem, da je telesna aktivnost prešibka, je premalo, tako da ne zadovoljuje kriterij koristnosti zdravja. Poudarili bi, da je potrebno, tudi če je telesna aktivnost enostavna, kot je to hoja, hitra hoja, rahel tek, da naj bo dovolj časa in predvsem naj se v tednu zvrsti vsaj 5 do 7 krat. Pri izvajanju aktivnosti programa, za katerega načrtujejo, da bo postal primer dobre prakse v prihodnosti, sodelujejo tudi številni prostovoljci in predvsem ambasadorji. Ema Mesarič, ambasadorka programa, nam je povedala, kako pomembna je lastna skrb za svoje srce ter o spreminjanju nazorov o srčnem popuščanju pri ljudeh. Jaz mislim, da moraš biti vzgled in nekako se trudim, da bi pokazala, kaj pomeni telesna aktivnost v vseh tekom celega dneva oziroma meseca, leta, ne glede na starost in ne glede tudi na fizično pripravljenost. Zelo pomembno je razbiti ta tabu, da oseba, ki ima oziroma zboli za srčnim popuščanjem, da mora prenehati z telesno dejavnostjo. In moj cilj je nekako informirati ljudi v različnih okoljih, v ruralnem področju, da dejansko lahko vsak naredi nekaj korakov in ga spodbuditi k telesni dejavnosti, ne glede karkoli. Že en korak več, danes je boljši korak že jutrišnji dan. Glede na množičnost obveščanja medijev, tudi takšni projekti, ki potekajo iz različnih zornih kotov, nevladne organizacije, ki se nekako ukvarjajo tudi z to tematiko,
so prispevale in jaz upam, da bodo še naprej prispevale k temu, da bomo ljudje še bolj aktivni, ne glede tudi na starost in bolezensko stanje. Izvajanje programa ozaveščanja o srčnem popuščanju dosledno upošteva mednarodne smernice za obravnavo bolnikov, pri čemer si prizadevajo za čim boljše razumevanje bolezni, njenega zdravljenja ter pomembnosti samooskrbe za boljše zdravje in s tem blaginjo posameznika in celotne družbe. To je bilo vse za danes. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.